In pol sem zaupala občutkom in razumu in to je bila ena najboljših odločitev. Čakaj, pa si štramorka. Kaj to pomeni, da boš kable po bajtah polagala? Jo, Jaša, tebi se sploh ne sanja, kaj vse elektrotehnika. Poslušaj. Samo oči moraš odpreti in boš hitro videl, kaj vse počnemo inženirji elektrotehnike. Čarobni svet naprav, od električne zobne ščetke prek pametnega sesalca do samovozečega avtomobila. Vse to sestavljajo elektronske komponente, vezja, sistemi. Svet je povezan, dragi moj Jaša, informacijska tehnologija je povsod. Nad nama so letala, ki so prežeta z našimi izumi. Biomedicina brez nas ne obstaja. Soustvarjamo celične laboratorije. Letimo in zdravimo, a se tudi zabavamo. Si že kdaj videl, kako roboti igrajo ročni nogomet? Zdaj le pijeva kavo, ampak zanjo sva se pa dogovorila prek pametnega telefona. In v ozadju poslušava glasbo, ki jo ustvari DJ na mešalki. A ja, pa poslušava jo prek zvočnikov, prek internetnega radia. Kdo ali kaj misliš, da nam to omogoča? Nikola Tesla. Elektrotehnika v celoti, kaj že dolg ni več znanost samo v žicah, varovalkah in vtičencah. Kaj ti pomenijo izrazi, kot so digitalizacija, avtomatizacija, umetna inteligenca, kvantno računalništvo? Težko vprašanje? Vprašanje za prihodne generacije? Ne. Prihodnost je danes. Digitalizacija nas povezuje in nam lajša življenje že leta in leta. Načrtovanje in razvoj, pametne naprave, od mehatronike do biomedicine, od telekomunikacij do multimedije. Mimogrede, Jaša, tudi tega videa ne bi mogli posneti brez multimedijskih tehnologij. Vse to počnemo, povsod smo. Tako povsod smo, da se moramo zavarovati še pred lastnimi izumi in se tako ukvarjamo še s kibernetsko varnostjo. Ja, prav si pomislil. Mi smo v resnici superheroji te dobe in vseh tistih, ki še pridejo. A se ti zdi, da Iron Man tudi misli, da je elektrotehnika samo polaganje kablov? Ok, malo sem se hecal s temi kabli. Je že v redu. Omenila sem prihodne dobe, ampak te so za nas še pod vprašanjem. Izzivi podnebnih sprememb in uničevanja okolja, vedno večja potreba po energiji, napredne tehnološke rešitve, zeleni prehod, pametni domovi, ki gradijo pametna mesta. To so tudi naše teme. In te teme so kul. Se veš, veter v lasih in v turbinah. A ti povem, kaj je tudi kul? Roboti. Eni pravijo, da bojo zavzeli svet, ampak v resnici so ga že davno. Ti so lahko industrijski, mobilni, avtonomni, humanoidni, lahko se nahajajo v rastlinjakih ali pa v vesolju. In ko so že ravno pri vesolju, kako visoko misliš, da bi lahko poletelo človeštvo brez dognanj in izumov elektrotehnike? Ja, tudi letalske in vesoljske tehnologije so naša stvar. Gremo od mikroskopskega do teleskopskega sveta. To je samo nekaj kapljic iz prostranega oceana, rečva raj nekaj žičk iz velikega vezja sistema elektrotehnike. No, moram ti priznati, da si nisem predstavljal vsega tega. Ampak se vse sliši malo kot znanstvena fantastika. Ja, če znanstvena fantastika zate pomeni, da znaš programirati robote, graditi pametna mesta in načrtovati tehnologije prihodnosti, pa ja. Ampak pazi, moj robot bo znal boljš plesati kot ti. Dobro, malo te hecam, ampak v bistvu se sliši ful dobro. No, zdaj štekaš?